da to, da ste tle večinoma le mlajši, ne, čeprav so vedno malo starejši kolegi pred vami. Jaz spomnim na to, da če danes govorimo o superlativih v Plečniku, je treba vedeti, da 30 let nazaj ni bilo to. 35 let nazaj, takrat smo mi na tej šoli študirali, 40 let nazaj, so bila mnenja o Plečniku zelo deljena. In celo uradna kritika, tisti, ki so bili nosilci arhitekturne kritike, so govorili, da je v Plečnik modern na Dunaju, v Pragi izredno močan, v Ljubljani pa monumentalno. To je ena taka trditev, ki se je pravzaprav kar ponavljala. In še podatek bi povedal, ki se mi zdi tudi zelo pomemben. Naprej žale so bile, jaz ne vem koliko let, da ne ti boš pomagal, kar je ne 80 let zaprte. Ja, 80 let. Prav zaprte, veste, se ni smeli tam pokopavati. Naprej, ko smo predlagali, da bi se tam pokopavali, da odločitev, da ne, da se bojo pol delili, da se bojo pri krematoriju ateisti pokopavali, verniki, pa na tem delu, da to ne dopustili. Tako da, skratka, ni bila atmosfera tako naklonjena Plečniku, kot je danes. Predvsem, seveda, se mu je očitalo, da je Ljubljano klasicističen, historicističen in tako naprej, da je to zatišče anahrono, neprimerno. Res, če primerjate z moderno arhitekturo tistega obdobja, sam če imate pred ljudmi Vilo Sorbona, Tugel in tako naprej, ta dela pionirjev moderne arhitekture, da seveda to nekaj čist izven časa, kaj vam tu počel. Tako da, zdaj, jaz nisem ben poznavalc, ali pa se saj nimam za poznavalca Plečnika in da bom vam zdaj tle predstavljal njegovega opusa. Bi pa povedal par reči, ki se meni postavljajo kot neke dileme in jaz sem res verjel, da bo to bolj istočnica za razgovor. No? Ampak, to je ena izmed teh prvih dilem se jim ponavljajo pravzaprav, kaj je res slog v Plečnikovem delu. Na tem je tako zelo veliko napisano, tudi v prikazih, vidite, da se zelo veliko ljudje s tem ukvarjajo. Jaz mislim, da je Plečnikov odnos do sloga zelo solovite pa Šinkl. Šinkl je, to sta en izmed projektov Šinkla, on je zelo velikrat pravzaprav isto nalogo z istim konceptom predstavljal z enega sloga v drugega in isto, kjer slog je pravzaprav primeren za to nalogo, za atmosfero prostora, ki bi jo pravzaprav dosegel. In Ravnikar je v enem članku pokazal, kako je pravzaprav tudi Plečnik, ta članek je v AB-ju šel že pred 30 leti, kaj pa vem. Kako je tudi Plečnik pravzaprav v različnih variantah, to je notranjost te znamenite cerkve Svetega Duha na Dunaju v eni in drugi varianti. Ali pa za cerkev Svete Magdalene v Mariboru, celo v 4 variantah, to je z tega članka vzeto, da eno gre razne variante, pravzaprav enega iskanja, kjer vidite, da slog ni toliko koncept, kot pravim iskanje enega ustreznega izraza in atmosfere. In drugo vprašanje, glede sloga se mi pojavlja pa temle grobu, kamor me je tudi Ravnikar pelil še, ko sem bil pred konci svojega študija. Tisti, ki ne poznate, to je v Vodicah, kjer sem pred čist slučajno pred temi dnevi, smo šli s Framptonom. Naprimer, zanimivo je, da je zelo na hiter, da ne bo predolgo, ta brat Andrej, ki je bil duhovnik, in bi pravzaprav za arhitekta, verjetno do neke mere eno najbolj intimnih osebnih, kako bi človek zavestno. Veste, da Plečnik arhitekt nima v družine in tako naprej, in da pravzaprav ta brat Andrej je bil mandat neke vrste ena tak njemu najbližja oseba, na katero se je obračal potem, ko očeta ni bilo več. Zdaj, če pogledate, kaj je Plečnik počel v tem obdobju 30 letih v Ljubljani, med drugim tudi na Žalah, koliko je grobov vidite z vsemi temi detaljni klasične arhitekture, s tistim, kar običajno razumemo pod slogovnimi posebnostmi, in pa za to delo, ki je verjetno zanj emocionalno, čustveno bilo najbolj težko, eno najtežjih nalog, pravzaprav za tistega, ki ti je najbolj zavezan, narediti nagrobni spomenik, pravzaprav narediti sam monolit. Skratka, zdaj moja interpretacija je, da na nek način je morda tudi on razumel ali pa smatral, da je pravzaprav ena trajna moč, izraz materijala, ki je imanentni material, celo močnejši, kot so poslogovne posebnosti. Skratka, prepričan sem, da ni ta najmanj obdelan zaradi tega, ker je bilo časa, da bi se ga obdelal na način s klasičnimi detajli. Zdaj, eno čist drugo poglavje, ki se odpira v njegovem delu, je pa obravnava Ljubljane.
On je prišel v Ljubljano, veste, v začetku 20 let, zato da je začel sodelovati na tej šoli, na šoli za arhitekturo. Na povabilo je prišel iz Prage, seveda en velik res premik, se nekje v tem že Janez Koželj govoril. Ljubljana je bila vendarle eno provincialno mesto monarhije, to je treba vedeti. In zdaj, kako se je pravzaprav on lotil to provincialno mesto, ker takrat ni imelo niti 50 000 prebivalcev. Danes je Ljubljana skoraj 6-krat večja, kot je bila takrat. Kako to spremeniti v nekaj, kar bi imelo vsaj podobo prestolnice enega naroda. In vidite, da so bili poudarki skoraj bolj na odprtih prostorih, kot pa na stavbah sami. To se mi zdi za današnji čas neverjetno pomemben ali pa zelo pomemben, no, zaradi tega, ker smo v skupnem obdobju, ko pravzaprav se arhitekti, predvsem po vzoru zvezdniških arhitektov, predvsem gledajo na arhitekturo kot stavbno telo, ki ga je treba čim bolj ekspresivno in neobičajno, spektakularno oblikovati, medtem ko ta mestni prostor, odprt prostor, je nekako sekundarnega pomena. Pri Plečniku vidite obratno, da on vedno, bi si upal reči, da vsaj tako veliko pozornost ali pa celo večjo namenja javnim odprtim prostorom v mestu kot pa stavbam sami. In da poskuša s temi lahko večjimi intervencijami, kot je bil ta trg, smo ga videli, ali pa s takimi mehkimi, kot je tole skladišče, profilirati, oblikovati, artikulirati, če hočete pa javni prostor. In tudi ta načrt njegov Ljubljane je zelo zgovoren, ker kaže, da zanj urbanizem ni bil to, kar danes razumemo, to neke planerske metode, neko urbanistično načrtovanje, neka znanstvena in tako naprej kategorija, ampak iskanje tistih, kako bi človek rekel, strateških točk, ki so zelo pomembne za to, da bi to razmerno, kako provincialno, zelo heterogeno, neartikulirano mesto povezal neko celoto, ki bi dobila nek značajen karakter, ker pravim, lahko celo narodove predstolnice. In to je zdaj zame fascinantno, da pravzaprav mesto, ki pripravljeno je bilo skoraj 6-krat manjše, kot je danes, lahko po 20 letih, ko je res postalo, ne po 20, pardon, po 90 letih, ko je res prestalo narodna prestolnica, še vedno dejansko zelo dobro funkcionira v tisti podobi. In če se že prej omenil Framptona, en izmed razgovorov v tej knjigi bil z njim prav v tem smislu, on je rekel, da največ, kar je pravzaprav, kar ga fascinira v tem mestu, ali pa najbolj, kar ga fascinira v tem mestu, je ta podoba Plečnikove Ljubljane. In da to je tisto, kar je treba nebati in ohraniti v tem mestu. To je zapravo ta značaj, ki ga je dobil. Ravno obratno od tega, kar je danes minister rekel na podavitvi, da pravzaprav tle ravno da je pripravil efekt, če sem ga prav razumel. No in zdaj bi na par teh njegovih intervencij upozoril, zakaj mislim, da so tako zelo domišljene in tako zelo narejene iz prostora samega, iz logike prostora samega. Še enkrat pravim, mlajši, starejši kolegi to poznajo, mlajši morda malo manj, to so zgodbe, ki so že opisane, tako da ne bom nič novega povedal, ampak vendar mislim, da je pa treba opozoriti pa to med pred očmi. Naprijed Tromostoj. V parih besedah, Tromostoj je pravzaprav problem, ta srednji most je kamnit most iz srede 19. stoletja in ko se je pojavil problem naraščajočega prometa med starim delom mesta in novejšim na drugi strani Ljubljance, na drugem bregu, je bilo seveda vprašanje, da zdaj ta most porušiti, ki je postal prevozek, narediti širšega, tako kot se ponovati na delotno. In duhovitost ali pa inventivnost, če hočete, ustvarjalnost Plečnika je genialnost tudi na nek način, pravzaprav, da se je domislil nečesa, kar je kot sam prav videl v Pragi, to ni nekaj, kar bi skrivali, da je vzor od nekje druge vzeto. Pri gradnji Manesovega mostu, te brvi za pešce, ki jih ponovadi naredijo takrat, ko se nekaj gradi, je on to uporabil za ta osnovni motiv, zato da je na ta način lahko ohranil za star most, ki ga je spoštoval, kamnit most, mu dodal te stranske dve brvi, kot vidite to poenotil pa še z enakimi balusti in kar je zelo pomemben, to tudi razprl, tako da se odpira iz ožje Stritarjeve ulice v ta širši prostor Prešernovega trga. Skratka, obstoječ prostor je pravzaprav narekoval rešitev, če hočete tako reči. Arhitekt je bil sposoben razbrati in to logiko prostora prevesti v neko svojo stvaritev. Kar je še zelo pomembno pri tem, ampak to je odsevalo poglavje, ker ni časa zdaj, da bi ga razvijali. Njegova intencija je bila odmakniti se od nemško govorečega sveta in orientirati slovenski prostor, slovensko arhitekturo v Mediteran. In od tudi ta priložnost se je pa te nalogi ponudila, da je pravzaprav dobil ali pa naredil en venečanski portal tega mostu s temi dodatnimi
stopnišči, ki vodijo na nižjo teraso. O tem smo že tudi nekaj rekli. Drug most, ne, jaz na primer dajem te 3 mostove, ki pač kažejo to logiko, je ta, ki ga tudi vsi poznate, Čevljarski most. Včasih so na Čevljarskem mostu prodajalne in on ga je zato ustvaril kot širok prostor, ne, kot en trg na cesto. Prvotno je bilo mišljeno, da bo to tudi prikrito, desetletja, 50 let, morda celo 100 let. In bistveno za arhitekturo je, da pravzaprav je sposobna, kako bi človek rekel, preseči te premene časa, da se na nek lep način stara. Veste, to je tisto, kar je po moje v arhitekturi zelo pomembno, da spoznamo, da rečemo, res kvalitetna arhitekturna dela, da ne rečem genialna arhitekturna dela, pravzaprav preživijo dimenzije svojega časa. No in v tem smislu mislim, da Plečnikov delo zelo dobro kaže, ne? Predvsem po tem, kar pravim, da se je tudi odnos do njega spremenil, da so pravzaprav njegova dela bila enako aktualna, takrat so nastala, kot so v današnjem času in bojo verjetno tudi v prihodnosti. In mislim, da je to glavno sporočilo pravzaprav njegovega dela. Jaz sem vsem tvoj. Hvala lepa.